Spoštovane in spoštovani, lep pozdrav. Spet sem v slabšem položaju, Mihi, zato ker ti si vajen tudi kamere, ne? Ja, leta so že minila, ampak A imaš tremo, ne? moram priznati, dragi prijatelj Smrekca in sodelavec, da imam tremo. Jaz tudi. Ker smo že marsikaj skupaj špičila v tej poziciji, pa še nisva bila, tako da... Ja, Bodi jaz si kar milosten. predstavljam, kako se počutijo tvoji gostje, recimo, ne? Ne fajn najbrž. Očitno. Ampak imamo eno super opravilo in sicer tole je ta knjigica. Podoben si. Hvala. Super, celo prebral sem jo in moram reči, da za začetek seveda ne samo zato, ker so mi to naročili, priporočam tole knjigico, super ilustracije so noter, tako da kupite. Greva, Mihi, kar takoj v sredo Tarče, kljub temu, da furaš en tak, lahko bi rekel šalehorsko jebi vetrski stil, ala vseeno mi je za cel svet, pa ti verjetno vseeno ni bilo vseeno, kako jo bo ta knjiga odnesla. Prve kritike so izjemne, a ti je odleglo? Ja, zdaj bil bi blazno neskromen, če bi rekel, da mi ni odlegel, ne? Ker kljub temu, da sem v tej knjigi za razliko s svetom obračunaval bolj sam s sabo, ne? In skratka imel sebe kot ta objekt oziroma subjekt obdelave, ne? Pa kljub vsej moji tej navidezni jebi vetrskosti, a ne, mi je jasno še premalkrat vse, ne, kaj si ljudje mislijo, tako da samo človek sem, godijo priznanja in pohvale. Ja, moram reči, da so mi ti občutki zelo znani, tako da knjige še nisem napisal, ampak približno si predstavljam, o čem govoriš in kako se počutiš. Dobil sem vtis, da si s tole knjigo usekal enega tipičnega šaleharja. Mislim, da to že sam naslov pove. Ja. Kar pomeni. Ampak mislim, da je to. Če se greš na polno. In pri tej knjigi se mi zdi, da si se šel na polno. Shujšal si 20 kilogramov, usekal alkoholni post, se vrnil v Ona plus naslovnico v smokingu z metuljčkom formo, zraven si pa napisal še tale priročnik. Ne? Nekaj muh z enim poštenim zamahom si v bistvu spravil tja, kamor jih je treba spraviti. A se motim? Ja, niti ne. Zdaj, če človek nekaj počne, je fajn, da počne na polno. En kup teh stvari so bile seveda stranske posledice vsega skup, ne. Tako da mogoče ta head trick, ki ga omenjaš, tudi mal navidezen ali pa mal splet na ključino, mi je pa fajn, da je tako, ne. Ja, ampak je pa tudi popisan v tejle knjigi, ne? Ja, je nekako popisan, ne, saj recimo, da je bila ta knjiga tudi en proces, ne, in da recimo, ko je prišlo do te zamisli, kaj pa o čem pisati o naslednji knjigi, sem bil v eni taki dost, bom rekel, običajni življenjski situaciji, kjer se človek pri mojih letih, ki so pač leta, ko se zaveš, da kako že gre tisti štikel. Si v najboljših letih? Si v najboljših letih, tu že prvi sivi so lasje, ne, pa za tabo je že pol poti in tako, ne. Zavedaj dejansko pol poti, ne, in da si ful stvari v lifeu poskusil, da si več ali manj vse stvari naredil, tako kot so ti rekli, da jih moraš narediti, ne. Približen, ja. Zelo približen. Ja, počutiš se pa nički dosti boljš, ne. Tako da to je bilo pol iskanje neke te zdaj, kaj se sploh dogaja, ne, kaj zdaj na stvari, ne, in ugotovitev je precej tanka. Nič dobrega ne čaka, ali kaj? Ne, jaz sem prepričan, da nas... Zakaj se ti zdi, da... Ne vem. Nisi zaznal optimizma v tem delu? V bistvu sem, moram reči, zaznal kar nekaj realizma. Optimizma, okej, sej
človek lahko optimizem vidi v raznih stvareh, tudi v pesimističnih stvareh, ampak v bistvu nam hočeš povedati, da ni upanja. Tisto, kar smo naredili super, ne, v teh letih do zdaj super, zdaj bomo pa pač čakali, če nam še kaj rata. Ne. Točno tako, zato sem tudi v knjigi želel dati podnaslov priročnik za samomor ali nekaj podobnega, ali nekaj z vrvarno povezanega, pa urednica ni pustila. Ne. Urednica ni pustila, ja. Urednica v bistvu zelo pozorno spremlja tale pogovor, ampak nima vpliva, tako da jo lahko omenjava. Ne. V bistvu sem dobil občutek, da si s to knjigo naredil eno inventuro, osebno inventuro, en tehnični pregled. Klistir. Pa če omenjam tehničnega, ne, zaradi katere svoje hibe, zdaj, ko si šel globoko v sebe in si premleval, kaj vse se ti je pripetilo v teh rosnih letih do zdaj, zaradi katere hibe bi pa ti misliš, da padel tehničnega? Mogo nazaj k mehankarju, da zamenja, ne? Ne vem, če prav razumem vprašanje, katera hiba je taka, ki po... Zdaj, ko si to napisal, ko si to inventuro delal, ko se ti zdi takšna hiba, da bi lahko, glede na vse kanone in tako naprej, res ven štrlela. Aha, da bi rekel neka hiba, ki mi po, bom rekel, pravilih tega sveta in vrednotah tega sveta onemogoča, da bi se vživel van srečno in s celo bitjo. Da bi tehničnega naredil brez problema, ne, da bi on rekel bravo. Je mogoče bila največja hiba to, da sem verjel v vsa ta pravila tega sveta, oziroma da še zdaj verjamem in da sem pač sploh nekako padel v to idejo, ki ti jo vsiljujejo od malega vsi, torej začenši starši, šolskim sistemom, popularno kulturo, oglasi, da seveda ne izpustim tudi lokalnega župnika na tem mestu, ki je zelo pomembno, ne, ker vsi isto, ne, da v resnici nikoli nisi glih čist dost dober, ne, pa da moraš narediti še to, pa to, da boš res dober. Se veš, kako je. In človek se navadi pol tako počutiti in to mu postane normalno. Ne. Najprej misliš, da ful bom dober, ko bom diplomiral, ne, ful bom dober, ko bom 20 skills hujšel, ful bom dober, ko bom to kupil, zato ko glas pravi, da moram to kupiti. Ne. Pri verouku itak pravi, da nikoli nisi dost dober, pa da je fajn, da se sprijazneš s tem, pa to priznaš, pa te grehe zaupaš, pa boš kot tak seveda sprejet skozi gospodove duri v nebesa. Ne. Skratka, vedno te nekaj čaka nekje, ne. In ti vedno, bom rekel, bežiš pred nekimi napakami preteklosti v neko neobstoječo bodočnost po enem programu, ki ti ga drugi zapovedujejo, ne, in pol pri 47 ugotoviš, da pizda, se jaz pa nisem imel nič kaj dost besede pri tem. Ne. V bistvu vsakič delaš to zaradi drugih, seveda, ne, zaradi tega, kar ti govorijo, da moraš delati, da do tega je pa treba priti, ampak vsakič te pa potem, ko to dosežeš, stvar lopne po glavi. Ne. Pa še hujše, ne, v vsem skupaj te še zmerjajo z egoistom. Še to, ja. Ja. V bistvu res. In moram reči, da sem se našel v vsaki ta tretji strani te knjige, ne. Zato torej Pustolovec zmote. Ampak Pustolovec zmote tukaj na tem mestu, ne vem, če dosti jasno knjigo omenjam, moram še prijatelja Jurija Hudolina omeniti. Ga omeniš tudi v knjigi. Ga omenjam, super. To je ena njegova besedna zveza. Pustolovec zmote so me začeli pa klicati frendi, zato ker sem jim enkrat na nekem kolesarskem pustošenju po zahodu Slovenije bral vsak dan zvečer Jurijevo knjigo, ki je bila ne vem po kakšnem naključju v mojem avtu, in so rekli, ti si z radia, da boš tole glasno bral. In noter on nekoga vzmerja s Pustolovcem zmote, in pol, ker se jaz vedno zgubim, kadar imam jaz navigacijo čez, so me začeli klicati Pustolovec zmote in se mi zdel tak fin naslov, ne, ker dejansko smo pustolovci zmotene. No, ampak to je alegorija, ne, o tem, kar sva govorila prej. Vsakič mislimo, da smo prišli do točke, ki zdaj se pa ne motimo več, ampak
ugotovimo na tem vrhuncu, da v bistvu smo se motili že do vrhunca. Ne? Ja, vaš čas si v zmoti. Ne? Ja. Predlagam, da si prvošva en odlomek, povezan s tem, kar sva govorila do zdaj, in kdo drug bi to lahko interpretiral, prebral tako, kot je treba, kot naš Ivan Lotrič. Ne? Wow, to moram slišati. Res, da mi do strehe sveta pri 80 manjka še 34 let in se verjetno zdi marsikomu tale jamer pri nekaj in 40 nepotreben, a neko točko procesa zahajanja eksistence je pač treba določiti. Kdaj pa, če ne opoldne? Sonce se ne spreneveda, zakaj bi se jaz? Zanikanje dekompozicije vsega lepega je samo prevara. Vedno večkrat se zalotim, da premišljujem o tem, kako bo čez 10 let, čez 20 let. Kako bo, ko bom stari foter? Bom seksi kot prometna nesreča s celim predalom tablet in vsaj 6 diagnozami? Ali je usoda zame rezervirala kakšen statističen odklon? Ali lahko vplivam na to? Očitno lahko. Kajti prav vsakič se taka samoobravnava konča z mislijo, da je pozitiven statistični odskok v katerikoli smeri mogoč. Ampak bo treba najprej nekaj nehat. Vedno pogosteje prihajam do sklepov, da bo odslej nekaj mogoče, le če se bo nekaj ampak nehalo. Ampak bo treba nehat kadit, ampak bo treba nehat zvečer jest, ampak bo treba manj pit, ampak se bo treba nehat sekirat, ampak se bo treba nehat jezit, ampak bo treba nehat jamrat. Ampak bo treba nehat. Kaj si nehal? A kaj sem nehal? Ja. Ja, zdaj kadim še vedno kot Turek. Ne? A sem te spravil z Drego, tako kot Miša? Tako kot Miša v zadnjem intervjuju. Mijo, ne? Ja, spravil si me v manjšo zadrego, seveda. Ne, Ej, bom pa vprašal drugače. Okay, v zadnjem obdobju si sprobal kar nekaj faz. Ja. Mogoče ne samo zaradi priročnika, malo pa tudi zaradi priročnika, ker knjiga se ne piše sama. Ne? Ja. Torej, zamenjal si neki dlake, v kateri se ti zdi, se najboljš počutiš, najboljš funkcioniraš. Zdaj si sprobal nekaj dlak, ki jih kar nekaj let nisi sprobal. Recimo, ne vem, a je to ta dlaka brez alkohola, ta dlaka, ki športaš na polno, ta dlaka, ki delaš na polno, ali da lenareš na polno, ali je najboljša ta dlaka kombinacija vsega tega, ampak tukaj pa spet problem, ne? Ker mere pa nimamo. Ne? Ja, mere pa nimamo. Ne? Eni je nimamo, ne? Ja. Ti ne. Jaz tudi ne, da ne bo pomote. Ja, jaz res da slovim po tem, da nimam mere, ne? Mogoče je glih ta neka mera, ne? Ta neka mera, ki seveda izvira iz nekega miru, ne? Ki je pa težko dosegljiv, verjetno tista prava mera, kjer bi se človek počutil najbolj. Zdaj kar neki teh kož, kot si rekel, ali pa teh nekih dlak sem zamenil v zadnjem cajtu, ampak se tukaj gre pravzaprav za popis vseh dlak, ki jih človek v lifeu zamenja za to, da bi se počutil dobro. Sej vedno slediš nekim idejam. Ne? Jaz sem res čist praktično skoraj vsega vraga poskusil, ne? Od trdih drog, pametovanja, žretja, pitja, pretiranega dela, pretiranega športanja, celo poslovnež sem v neki točki zgodbe postal jasno. Seveda vse z namenom, da bi se človek boljš počutil. Ne? Tako da zdaj rečemo po vseh teh kožah, ki sem jih tudi v tej knjigi, se mi zdi med vrsticami ali pa kar zelo jasno izpostavil, pa opisal, bi rekel, da se še najbolj počutim na začetku. Ne vem, če te pravi izraz. Na začetku vsake faze.
Ja, na začetku vsake faze je itak najboljš, ne? Ker na začetku vsake faze... Sej, če bi se lahko ta faza tam bolj končala, ne? Zelo malo po začetku, sam se ne. Verjameš, da si na pravi poti. Po mojem je ena taka tudi največji klišej vseh časov, ki ga nihče ne zna opisati. Simbioza, pa srednja pot, kako že rečejo, ne? Srednja pot je prava pot. In tako naprej, tako da... Ja, saj sem dojel. A si zdaj že priznal, da lahko rečeš ne, ali še zmeraj ne znaš reči ne, recimo o tem tudi razglabljaš v tem priročniku? Ja, seveda, to, da se treba naučiti reči ne, tudi ena taka puhlica, ampak je lahko resničen problem. Jaz sem, moram reči, bil ujetnik te poze, ne, kaj zdaj, šalehar zmore, ne, in ne moreš ti človeku, ki verjame vate, da zmore reči, da zmoreš, ne moreš mu reči ne. Ker ga boš prizadel, pa s tem boš načel svoj avtomit, da ti lahko vse, tako da jaz sem se pa vedno itak pehal recimo, jaz sem odlično funkcioniral pod totalnim stresom, ne, zato ker pač sem... To je tista, se ne upaš, ne? Takrat, ko te hočejo do nečesa pripraviti, ne ti rečejo samo, se ne upaš. Pri meni je bilo tako. Kdo bo rekel, da ne more? Se ne upaš. Kaj ne upam, ne? Ja. Tako da, čakaj, sva zašla malo? Ne, nisva. Ne, par ne sva, ne. Aha, par ne. Ja, še vedno se v resnici bojim ljudem reči ne. Reči ne mi je pa lažje, ker sem parkrat poskusil, ne. In vidiš, da je vse v redu, ne? Ja, pač eno stvar, za katero si naprošen dejansko pretehtati, bom rekel, jo oceniti iz sebe ali pa iz srca, kar je spet še ena puhlica, ampak šteje, ne. In glede na to odgovoriti, in sem rekel ne, in dejansko vidiš, da se svet ne podre, ne. Pa bolj se počutiš. Ob branju sem dobil občutek, da si globoko v sebi vedno želel biti arhitekt. Arhitekt? Ja. Čak malo. Skoraj da ni primerjave, kjer arhitekta ne omenjaš. Res. Zelo rad imaš arhitekta, ne? Da ga malo noč daješ in tako naprej. Ne, arhitekta, to je tista primera v začetku. Ni samo enkrat, to je ne 3-krat, 4-krat po moje. Mater, ti si dober analitika, veš, da te povezave med seboj pa arhitektom pa še nimam. Razen, da je moj tast, ki je človek, ki ga globoko cenim in spoštujem in je velik Jack, arhitekt, ampak to je po moje zgolj naključje. Dobro, ok, gremo naprej. Je pa naprej. on tist, ki je montiral ogledalo nad banjo, ki mi je pokazalo tega Dimitrija Rupla. S katerim se v bistvu začne vse skupaj. S katerim se začne, ja. A si pisal, pustil zdaj arhitekta, a si pisal tole knjigo tudi zato, da bi lahko vsem ali pa nekaterim recimo povedal, sporočil stvari, ki jih drugače ne upaš čist direktno, čeprav si ful direktor, ne? Ali pa ne upaš, nočeš recimo sporočiti. Ker si marsikomu kaj sporočil, ne? Ja, misliš, ja, seveda, ta knjiga je precej osebna, tako da se... Malo si se mogel razgaliti, ja. Mogoče en tak krog ljudi, ki so meni dosti blizu, najde noter, ampak mislim, da to ni bil glavni namen, ne. Ta knjiga se je bolj, tako na nek način bi rekel, sprot pisala, no. Jaz sem si zadal en tak, zadal eno tako čist simpel nalogo, ne. Sem se vprašal, ok, Miha, ti bo zdaj začel to pisati, ne. Zdaj, kaj so zdaj ti tvoji temelji, tvojega obstoja ali pa eksistence pri teh letih, ne. In potem valjda človek začne s problemi, ne, ker jih je preprosto več kot tistega ostalega, čemur rečemo ne problemi. Imamo sploh besedo za tisto, kar je nasprotno nekemu problemu v življenju. Ja, imamo. Kot ti gre vse kot po maslu. No, skratka, da je več problemov kot teh pomaslekov in sem jih tako pač polnizal. No? Ampak vprašanje je šlo, če sem sporočil. Kakšen mu drugače ne, čist direktno, tudi skozi knjigo, kaj, ne? A veš, da je možno, da je nezaveden del mene
nekaj tudi sporočal. ta manever izvedel, pa si me zdaj ti prvič upozoril na njega. A misliš, da mi bo kdo zameril? Ja, ne vem, so tisti najbližji že prebrali knjigo? Ne, ta mam je že dvakrat rekel, naj mu jo dam, pa mu jo še nisem, ker imam izgovor, da bomo na meno ful globoko posvetilo napisati. Tako da, ups. Ja, če smo pa ravno že pri tej temi, ne, bi pa jaz prosil zdaj našega mojstra, da preskočimo, da gremo na Šalehar 3 posnetek Ivana Lotriča, ne na Šalehar 2, ker je O moj bog. sama debata pripeljala do tega. Pa predlagam, da slišimo ta Šalehar 3 posnetek. Naštekam, kako lahko svoje otroke ves čas zmerjamo z ljubkimi sončki, mehkimi mucki, miškami mojimi, srčki maminimi in kar je še podobnega. To je divja samoprevara in obsodbe na večnost v peklu vredno zanikanje dejanskosti. Zakaj zanje ne uporabimo primernejših besednih zvez, ki bi stanje in razvoj dogodkov opisale bolj realistično? Recimo, egoistični vampirji, zahrbtni cigani, lažnivi smratki mali, manipulatorske pizdice. Vem, zveni grozno. To ne nikar še ne odložite knjige, rekoč, da sem monstrum, ki je odstopil od kolektivne pogodbe, v kateri je člen, da o svojih mrtvih in svojih otrocih govorimo samo lepo. Ampak je lepo biti fotor, ne vseeno. Zdaj, tudi to je pa 144 člen kolektivne pogodbe, da če si vprašam, če je lepo biti fotor, se da reči, da je lepo. Ne, drugače kot biti fotor ne gre. Ne. Sej ravno v tem tekstu razlagam, da je ta misterij starševstva pravzaprav zavit v en tak v naše gene zakopan pradaven, bom rekel, gon, ki se mu jebiga ne da upreti. To je neka nujnost, ki ti prej ali slej v življenju pride na pot in je hkrati tudi ena zelo čudovita, ali pa z lepšimi besedami, blazno zanimiva stvar, to starševstvo. Mi gre pa malo na živce, o tem sem premišljal, tako kot je tudi rečen, da mi ta status tako glorificiramo, tako preko vseh meja, popolnoma nekritično. Ja, ker, lepo je biti, fotor včasih. Lepo biti fotor včasih. Če bi bil to part-time job, ne? Tako kot z vsemi službami, ki so samo občasne. Ne? Pa niti ne vem, kaj ti misliš, da bi se sploh dal biti ne fotor, mislim, če si zdaj... Zdaj smo že na taki, što je taka spolska tema, ne? Ker so ljudje, ki se zavestno odločijo, da bo samski ali pa ne bodo imeli otrok da bojo na sebi delali. Da bojo na sebi delali. Pa veliko potoval, pol pa dlje od lepene ne grejo. Ne? Pustimo zdaj to. Okay. Ampak v tem odlomku, ki smo ga prej slišala, je ena tipična stvar, ki se mi zdi, da se kar nekajkrat ponovi tudi v tej knjigici, da ti je bilo blazno fajn žijatke, pa sam pri sebi pogruntal, da smo mogoče šel predaleč in je pol kakšen tak stavek, kot je bil prej, ne vem, sliši se grozno in tako naprej, ja, da si se malo ustavil. Ne? Ker se res sliši grozno, ne? Ker začneš ti pravzaprav te misli, ki so sicer zakopane globoko v tebi, pa verjamem, da kdaj pa kdaj v vsakem izmed nas nizati na papir ali pa boh ne daj, da ti jih pol še Lotrič prebere, ne? Ker ne vem, s čim sem si to zaslužil, by the way, Ivan, genialno prebrano, ne sploh. No, Ivan pač ne. Ivan zveni scary, ampak po svoje pa zakaj bi take ideje tabuiziral. Meni se zdi, da bi morali več govoriti. Ja, zagotovo, ampak se pravim, tudi če govorimo o tistem, kar smo čisto na začetku rekli, ta kao jebi vetrski stil, ne? Ja. Ni do konca razvit. Koliko je tega samoomejevanja, tudi koliko je bilo brisanja, recimo, ki sem napisal, pa zbrisal, pa napisal, pa zbrisal, da potem vse skupaj zveni tako, kot je zvenel prejle, dokaj neposredno, ampak malo pa tudi uravnoteženo na koncu pol.
Pa samega brisanja, ne boš verjel, ni bilo veliko. Sem že sprot to poskušal malo. Preden si se usedel že. Sem že sprot, bom rekel, poskušal to malo uravnotežiti. Zdaj, ko slišim ene pasuse takole po pol leta ali pa še več, ne, se mi zdijo mogoče taki, da bi bilo vredno še enkrat premisliti pa zapisati, ampak zapisani so. Počutil sem se tako, ne stojim za njimi, so lahko predmet ene zanimive debate, verjamem, da se še kdo tako počuti, če ne sem pa res monstrum, ne. Če nemajo pa res prav. Ja, sej veš. Ampak če govorim o tem stilu brisanje, pisanje in tako naprej, res močen si v tem slogu, ne, pisanja, moram reči, res super se bere, priporočam, ne samo zaradi ilustracij. Ne. Res močen v tem slogu, ki si ga izpilil do konca, moram reči, ampak koliko tega premišljevanja, da vse skupaj zveni tako, kot zveni, je treba, da potem zapišeš to, da se tako bere, da se tako sliši, ker moram reči, da v bistvu vse skupaj se bere samoumevno, ampak ni samoumevno, ne, priznaj. Recimo napišeš že besedo, pa rečeš ne, tale ne bo v redu, ni dostojna Šaleharja, ne. Dajmo eno drugo, malo novo rek, recimo, ne. Valjda, odlično vprašanje, ker točno vem, kam meraš, pa lahko bi bil bolj konkreten, da ne mencava tukaj 5 minut. Ne, pa to gledajo otroci tudi. Sorry. Ne, to je pa to, a veš, in to so te koristni uvidi, tudi, kad delaš take stvari, tudi samega sebe zraven spoznaš, ne. Oba veva, da sem jaz v resnici tudi en velik pozer, ne, in tudi seveda je bilo treba tudi pri izdelavi te knjige. Treba je bilo ta status pač tako, in od potrjevati, ne. To tudi ta naslovnica, ne, ki je namenoma taka, da pravzaprav nekako želi in tudi namiguje, da je pravzaprav naša ali pa moja zatečena eksistenca, ne bom govoril v neki prvi osebi množine, pač temelji na neki pozi. In medtem, ko sem to pisal, je bilo blazno težko usklajevati to neko iskrenost in seveda pozo, ki jo od mene ne nazadnje tudi bralke in bralci pričakujejo. Tako da to je bil eden težjih izzivov, ne. Tukaj sem tudi malo vsebinsko, mogoče kakšne stvari še nisem čist napisal, pa bo še počakala, ker mi ni šla čist noter. Ampak se mi zdi, da sem se vse na koncu odločil za eno, da je vsebina vse bolj iskrena, kot je iskrena poza na naslovnici. Ampak prej so govorila, kaj je simbioza, fuzija ali nekaj takšnega. Ti je kar ratal, moram reči. Pozo si ohranil, pa še vsebina, ne, štima, moram reči. Ampak če iz tega izpeljem, recimo eno vprašanje, mogoče zanimivo za predvsem gledalke, poslušalke, koliko Šaleharjev, recimo, v enem takem povprečnem tednu moraš odigrati, recimo, ne. Veš, en je Radic, ne, ta je vsaj enkrat na teden, do 2-krat, ne. Pol pride kakšen bajker, ne, pa poslovnež, pa seveda foter, pa mož, pa brat, pa vnuk, pa friend. To je ogromno enih Šaleharjev. Ja, pravzaprav je izjemno vprašanje, ne, kar precej enih jazov je treba skozi en sam teden odigrati zdaj eno stremenje in cilj, in kako zdaj optimizirati ta popoln vsebinski razčefuk te multiple razcepljene osebnosti teh Šaleharjev. Zdaj si to dobro povedal, ne, ker na tak način izrečeni Šaleharji, kot si jih ti pojmoval, so dejansko tisti Šaleharji
pričakovanj drugih, tistih, ki jih nagovarjaš. Popolnoma jasno mi je, da poslušalci na radiju hočejo in pričakujejo to. Šaleharja. In sam veš, kako jebeno težko se je spreminjati, ravno zato, ker ves čas špekuliraš s pričakovanji drugih. Ne? No, in enak odnos. In vsak teden se potrjuješ v bistvu. Ne? Vsak teden se potrjuješ in enako, v bistvu je to mogoče ful dobra metafora za vse ostale odnose v življenju. Ne, ravno tako vedno pristopaš z nekimi pri izražanju samega sebe upoštevaš pričakovanja tistega, s katerim komuniciraš, v kateri kolologi. Si zdaj kle biznis partner, si fotor, si zakonski partner. Ali pa konc koncev zdajle, intervjuvanec pa... Ali pa zdajle, ne. To je blazno težko, no, optimalno bi bilo, da bi bil to en Šalehar. No, se mi zdi, da sem mogoče kakšen korak bližji temu. Kjerga Šaleharja je pa največ v tej knjigi, ki si pisal, kjerga je bilo največ? Je bil to ta radijski ali je bil od doma, recimo? Ne? Vsi, ampak en je vsem prevagal, ne, verjeten. Ja, mogoče ta z naslovnice. Ne. Aha, tale Pozer. Pozerček, okay, Pozerček, vsi smo radi Pozerček. Mislim, Pozerček je, to je v bistvu ena strategija, no, ki sem jo razvil. Ja, vse mi je jasno, In dobro jo furaš, predlagam... je slabo to, je slabo. Ni slabo. Tem lahko še kaj pol spregovoriva, morava, nujno je. Okay. Dejva zdaj še ta zadnji Ivana. Še ta zadnji izjemen odlomek iz te knjige, ki gre v kontekst tega, kar sva zdaj govorila, se mi zdi. No. Zakaj to počneš, model? Zakaj si to počneva, stari moj? Zakaj si ne padeva v objem in si priznava, da naj ju je strah? Se sprašuješ, ko eden drugemu z naborom puhlic za priletne ubrano lažeta odo sprijaznjenosti z minevanjem, s časom. Ko z riževim mlekom nazdravljata osvoboditvi od spon mladosti. Ob tem plesu spretnih dialoških manevrov za vzdrževanje davno izgubljenega primata se sprašuješ, če tudi on ve, da nabijaš, da še vedno poziraš. Se tudi njemu, tako kot se on tebi, zdiš samo patetična Don Kihotovska figura, ki neuspešno mlati po mlinih časa. Kaj imaš za bregom, prijatelj bivši? Te tarejo enaki strahovi? Mar tudi ti nimaš ideje, kako se sprijazniti z zahodom lastnega lika in dela? In potem te model ubije šahmato pasko. Ti pa še vedno all-starke in čik, tako kot v Študentu, a? Boli te kurac? No, pa me je dobil. Z enim samim stavkom je razkrinkal moj bojni položaj, mojo strategijo. Bitka je bila v hipu izgubljena. Da bi obdržal vsaj malo dostojanstva, se izgovorim, da se mi mudi. Patetično se izmažem z njegovim zahrbtnim manevrom. Stari šibam, se mi mudi, čez pol ure imam sestanek z urednico. In si mislim, ja, tudi jaz sem še vedno pomemben, pezde. Tako pomemben, da o sebi pišem knjige. Zaenkrat jih moram še sam, morda pa bom nekoč tako hud, da jih bodo o meni drugi. Mogoče me ne poznajo v Salzburgu, zato pa vsak peti na tejle črpalki ve, s čigavim rogovjem ima opravka. To je to, ne? To je to. To je to. To je ego. Ja, a je ego s tole knjigo, ki je zdaj trenutno najbolj prodajana, nekje sem to zasledil, pa kritike so super, vsaj delno nahranjen, pomirjen ta trenutek? Ja, to je zdaj... To si prav žepa povlekel, to je triki vprašanje. To je izjemno zagatno vprašanje. Je to vprašanje, ki se samo postavlja po tem odlomku. Točno to, ne. To je ta, bom rekel, ključen obračun, ne, ki je še pred mano. Ne. Tako da je bilo v tem trenutku to vprašanje blazno nespodobno in ja, spravo se upravičujem se. A gremo naprej? Ja, mislim, na nek način seveda je mojemu rogovju to še vedno pomembno in jasno tudi, da mi godijo neke pozitivne potrditve, kot so tudi dobri, ne vem, prodajni rezultati, pa to, da se
kakšen kritik obregne v to. Ne. Seveda smo vsi nečimrni, si pa blazno želim, ne, da bi bilo to obdobje ega, ne, ki je pravzaprav ni nič drugega kot surfanje na enih napačnih sklepih, predstavih in strategijah, ki si jih razvil skozi life, seveda, ki si jih razvil skozi življenje, samo zato, ker te strah, pa ki bi bil rad sprejet, pa tak, da bi to minil in da bi bil, in tukaj od zadaj čutim, da je ta potencial za tisti mir, ki ga konc koncev človek rab in ki te konc koncev pol neha preganjati oziroma goniti, če se izrazim v čist pasjem žargonu, glede na to, da smo si... Ali pa kolesarskem. Glede na to, da smo si falirani alfa samci, pa psi precej podobni. Ampak v bistvu, če govorimo o tem egu, ne, Ja. veliko srečo imaš pa, da imaš nejo. Ne. Tudi, če govorimo o egu. Veliko srečo imam. Ne. Ne, ja, moja nesojena žena, ali kako že zaročena, nisva pa še poročena. No, to me zanima. Klej si rekel, letos poroka, en mesec ima še časa. Zdaj sem po tej stari šegi že zamočil, ne? Kaj mesec ima časa. Piše letos, ne? En mesec ima še časa. A ni, da v enem letu od takrat, ko... Izgovori, zdaj so spet izgovori. Kakšna pa je ta šalehar poroka, recimo? Ne? To je tudi nekaj posebnega. Mislim, pozo je treba tudi pri tem ohranjati. Ne, sploh ne. Midva z nejo, mislim, da zdaj štejo že tam proti 15 let, greva počasi skupaj, tako da to je stara, preizkušena in trdna ljubezen, ki z leti seveda dobiva vedno nove podobe, ostaja pa tako, da... Pa še možnost imaš primerjati. Ne? Kaj primerjati? Ja, ker se ti je že kaj... Ker se mi je že kaj zgodilo. Tudi o tem v knjigi. Ne? A nas že čas preganja, mislim, da smo že zelo blizu. Ampak meni se zdi super. Meni se zdi super. Ne, ravno to sem hotel reči. Tudi če nas čas preganja, se moramo tukaj ostaviti. Ker omenjam ilustracije v tej knjigi, ne? To so ilustracije njegove neje, ki te res zelo dobro pozna. Ne? Ja. A si zavrnil kakšno ilustracijo prvo? Ne, sploh ne. Midva, mislim, ravno to je fora, no? Če ne bi bilo neje, verjetno tudi te knjige ne bi bilo. Ona je oseba, ki je, bom rekel, kar se tiče dela na sebi in tega tako 5 štukov nad menoj, ne? In je pravzaprav mogoče ona tudi počelo nekih mojih osebnostnih sprememb, ker jaz sem pač ena oseba, ki sem čustveno naravni tako 5 ali pa 7 let starega otroka, ne, več ali manj, ne, tako ne je tukaj v 8. nadstropju in more marsikaj potrpeti, marsikaj tolerirati. Hkrati je pa počasi z enim takim nežnim pritiskom Zna, ne? To kočijo se mi zdi, da nekam premaknila. No? In ko sva se pogovarjali o ilustracijah za to knjigo, sem rekel, nič ti se mi, ker tudi skozi midva govoriva, tako en zelo velik, govorim, snov, ki je obdelovana v knjigi, je tudi tema neštetih najinih pogovorov, tako da je mogoče tudi ona en tak ghostwriter od zadnje. Aha, sta premlevala tudi to, preden je šlo na papir že prej, ne zaradi knjige, ne zaradi knjige. Že prej pa seveda pa sprot pa tudi, no, tako da nisem nobene zavrnil, bog ne daj, se mi zdi, da je bila še premila, čeprav se mi je kar dobro prvošla. No, si ravno to mislim. Ne, ima to mero, ne. Se mi zdi, kot da se ji ni treba izprašvati, tako kot recimo tep ali pa še komu, ne. A je to na ravni poze ali ni na ravni poze? Se mi zdi, da ona nima teh težav, ali ima? Ne. Škoda, da je nikle, ker bi jo to vprašal, ne? Ampak ravno to je njena poza, da je nikle. Ne? Ja, mogoče, to pa bravo. Je. Ja. Tu si pa odlično zdaj rekel, evo, ne, tvoja poza je, da te ni tukaj. Ampak smo jo prepričevali, ona kao, ne rab tega. Ne, se jo razumem. In me je poslala samega. Pri njej sva, pravim, da v bistvu ona je down to earth in ti si zaradi tega tudi nekako down to earth. Ne? Ja. Bolj kot si bil. A je, recimo, ko govorite o teh življenjskih stvareh, zdaj, ko je knjiga tukaj, ti rekla kdaj, tles pa malo preveč zabluzil.
Ne, ja, mi že vmes mi je rekla, mogoče pri kakšni temi, ampak se konc koncev tukaj je jasno, to so moje razmišljanja, ne deliva si nujno nekih pogledov na stvari. Jih pa recimo zaenkrat še sprejemava in pri drugmu. No, ja, to je v bistvu umetnost, ne sobivanje. Ja, mislim, ja, je rekla, da se par stvari grozen bere. No in če govorimo o tej umetnosti sobivanja, kdaj je, jaz sem že zamudil recimo pravi moment za recimo ločitev. A to zdaj mene kot eksperta? Ja. Tle sem videl, da si ekspert tudi za to. Jaz tak ekspert, jaz sem se poročil tam pri 26 ali zgodnjih 27 ločil, jaz sem pri 30 že ločen. No, ampak verjetno takrat lažje dobro. Če je otrok v igri, nikoli ni lahko. Ja, ampak verjetno lažje kot zdaj si v najlepših letih. Ne? A misliš? Jaz mislim, da ja. Zakaj? Ker pravijo tudi, da je otroke treba imeti zelo mlad. Jaz sem zamudil pravi moment. Jaz sem poskusil oboje, tako da bi težko se opredelil za eno ali pa drugo. Ne? Kdaj imeti otroka? Ja, mislim, da sem relativno mlad, ta malo relativno star, ne glede na to, sem bil 40. Ja, ampak dve različni zgodbi. Ne? Tako ja. Da zelo težko to primerjaš. Ti mi sprašuješ, če je prepozno, da bi se ločil? Ja, recimo, ne. Nikoli ni prepozno. Jaz nisem poročen, tako da te težave nimam. Pa ful paše, 2 leta se tudi prehladiš, ne? Ja, tako raven kortizola, stresnega hormona. Tudi to smo lahko prebrali, ja. Ampak lahko tudi pol ustaviš pa bruhaš, ne, avto. Ja, to je pa najmanj, kar se ti ob tem zgodi. Mislim, jaz ne vem, če imam energije za še en tak podvig. Pa, a tako, če ti priporočam? Priporočaš ne, že nekajkrat si rekel, da ne. Ne, pa ne, da ne bo zdaj, to ni intervju z mano, ampak ne, glede na to, da si poln na svetu, ne, ker nekje si zelo, moram reči, odkrito napisal, da v poglavju, kaj mi je tega treba, si se vprašal, če gre tudi pri pisanju tega priročnika za še en tvoj nastop, sploh če knjiga ne bo nikomur pomagala. Zdaj, če govorijo o teh nasvetih. Komu pa misliš, da ta knjiga lahko pomaga? To je moja teza, me boš v bistvu poklopil, če ni tako, se mi zdi, da je najbolj pomagala tebi. Ja, jaz tudi mislim, da mi je pomagala. Pa zdaj ne mislim zaradi tekočega računa, ne, ampak zaradi esence knjige, ne, vsebin preizpraševanja in tako naprej. Ja, prepričan sem, da meni osebno je pomagala, zato ker že pomagala mi je pri tem, ker sem nekako se odločil skompilirati vse, na čemer temelji moja eksistenca, pa pozana, in sem seveda si ob tem domišljal, da to bo neko blazno obširno delo v 8 špehih. Ne, ker sem v nadaljevanjih. V nadaljevanjih, ker sem jaz grozljivo kompleksna in bom rekel težko razumljiva osebnost. Sem v bistvu ugotovil, da sem plitek poletna luža, razumeš, brez zvezde. To je... Ampak ni fajn to? Ja, v bistvu je fajn, in mi je odleglo in zdaj jaz, bog ne daj, da bi to, kar smo mi rekli, da je to priročnik za razumevanje, kaj piše priletnega faliranega... Alfa samca, mislim, da. Za razumevanje priletnega alfa samca. Ja. A faliranega hočeš? Faliranega, jaz bi dodal še kakšen pridevnik, pa mislim, da sem sloga, pa spet urednica ni bila za. A ni bilo tako? Ni, ne spomnim se. Ne, super je priletnega alfa samca. Da v resnici to ni priročnik, pa tudi nikoli si nisem domišljal, da bi bila to neka zdravilna literatura, ali kako se reče tem priročnikom za neko instant samopomočne. Tudi verjamem ne to, da obstaja modra pilula, ki jo poješ in se drug dan zbudiš nov človek. Če bo mogoče komu pomagala, glede na to, da si pa neke, bom rekel, eksistenčne poglede in stiske, ki so generirani predvsem od v začetku omenjenih eksternalij, se pravi šola, popkultura,
ne nazadnje kultura naše družbe, v kateri smo odraščali, če se jih delimo, pa če se nekdo podoben počuti, pa lahko da mu bo tudi, če drugega ne odlegel, saj zato, ker bo gotovo, da še kdo drug kdaj pomislil, kaj je tako blasfemičnega kot. Ja, res je. Če zelo malo pretiravamo, v bistvu pomagala bo tistmu, ki bo rekel, pa v bistvu jaz sem šalehar. Ja. A veš kaj mislim? Ja, mogoče, ja. Ker je imel do zdaj v bistvu en kompleks, recimo. Čeprav na sveta pa res nisem nobenega ponudil, se zdi se mi, se ti zdi, da sem. Ja, v bistvu si, ne. Ja. Mislim, direktno ne. Direktno ga nisi, ampak ko človek to prebere, reče, na svet je, če ste ga do zdaj srali, super, nekaj imate, ne. Če ne pa, če ste recimo zdaj to pri 35 kupili, dejte v višjo predstavo, ker pol pride pač druga polovica, ko bo pa drugačna, ne. Ja, ampak za drugo polovico pa ni sploh nobenega predpisanega, vse sranje je predpisano za prvo polovico. Veš, kako te pol v drugi polovici te kar naenkrat te vsi spustijo iz svojih, veš, ni priročnika, ne. No, oglasite, pač te nagovarjajo samo še s tableti za prostato, za slušni aparat. Afrička šljiva. Popularna kultura, ne, ki si videl, ne, to ne obstaja. A je v bistvu, ja, pa bom pa drugače rekel. Ti si vse neumnosti že naredil v življenju, Ja. ko ima svet nekaj od njih, se pravi, vzel si tisti kredit, 2krat na banki, pokupil si tiste 3 avtomobile si imel na leasing, počasno nehaš biti zanimiv, ne? Zdaj se prevešaš, da si v tem še stabilnem življenjskem obdobju, ne, se pravi moški okrog 50, ki predvsem skrbi, da tisti mlajši zanimci udejanjajo ta svoj potrošniški potencial, pa darujejo svetu svojo eksistenco, pa včasih boš pa nehal zanimati. Ne? No, to je tisto, kar sem ti že prej postavil vprašanje, v bistvu nič dobrega naju ne čaka, ali kaj? Ja, ali pa same fine stvari, ne. Mogoče pa glih to ta priložnost, ki jo rabiš v življenju. Super, ja. Veš, Ne, se zato pravim, da je fino, čeprav je to priročnik za razumevanje priletnega alfa samca, da tole preberete, tudi če niste še priletni, ne. Ja. Za tiste pa mogoče bo kakšna ideja. Ker to je to, kar je klenot zbrano, je posledica vseh teh manevrov, ki jih ves čas v življenju doživljaš, predvsem z zunanje strani, a veš, kva bi ti mogel. Ja. Se pravi, od 15, od kar se zaveš, a veš, kva bi ti mogel. Ampak se mi zdi, ne, v tem obdobju je pa kar malo, ni več toliko tega. Ne. A veš, kva bi ti mogel. In mogoče pa to priložnost, da končava tako optimistično. Ja, ne, imam še eno vprašanje, še bolj optimistično za konec. Koga si danes videl v gledalu, kad si šel iz bane, izpod tuša? Sebe. Se pravi, rupla ni več. Pri Ruplu sem kar odtesal neki, ne. Ampak, a veš, spet je pa zakaj me je ta Rupel tako zmotil, zakaj se pa ne bi, a veš, zakaj se pa ne bi super počutil kot s postavo Dimitrija Rupla. Ampak zdaj se boljš počutiš. Zdaj se boljš počutim, zdaj sem že tako malo razmišljal, veš, ker grem tako, recimo, če grem ravno po treningu spod tuš, ne, pa pol imam prav en tak gib, ki malo klele dol potegneš in dobro zgleda. da se tole bi šlo pa skosne zdaj, ja. Veš, kad Celestina še selfija pritisnil. Ja. A veš, jaz imam pa knjigo rajš tukaj pa tole. Ja, sej nekaj si daš, ali pa brisačko si daš, da se bi šlo, veš, malo cenzuriraš tistega, kar je še ostalo od trebuščka. Pa kot, ta prav kot, ne, pa profil. Nek znani slovenski estradnik mi nekoč rekel, lej tole, pa sem injekcija, poščiješ. Ne bom povedal, kdo sem. Lahko pa 3krat ugibate. A tudi ne boš povedal, kdo je ta politik, ki te je nagovarjal za politiko? Za politiko? Janez ni. Ne, ni, kje Janez pa ni bil. Ne, ni bil.
Bom povedal, ja. Ne, večkrat so me že posredno, takole, malo tudi probali, ne, če bi, pa to ne. Ampak prav, da bi me pa osebno poklical, se mi je pa takrat prav dopadlo, ampak to je bilo ful let nazaj. Me je pa tale, kaj je bil že minister za javno upravo? Koprivnikar. Ne, Virant. Virant. Ne vem, kako stranko je takrat ustanavljal. Ja, potem je prišla njegova lista državljanska. Pojma nimam, on me je enkrat poklical. Mislim, da je bila državljanska lista. Če bi. Virant. A veš, kje bi bil? Ja, Viranta ni več v politiki. Ja. Je pa analitik zdaj. Tako da, jaz mislim, da sva šla že čez vse plafone časovne, ampak preden končava, ne, mogoče še kakšen nasvet za tiste, ki se bodo šele lotevali knjige, počas, poglavje za poglavjem, ali tako, ki ti stvari delaš, kadar jih delaš na polno. No ja, po občutku, ne, jaz običajno tudi berem tako, kot delam, ne, če steče na polno, ne, če pa ne steče, pa pustim na polici, ne. Enkrat mi je rekel, toliko je knjig na svetu, da če ti ne steče, se ne matraj. Ja. Ampak tale steče. Ja, hvala, Smrekca. Ja, to je to. Hvala za pogovor. Stekal je, kako je pogovor tekel, boste vi ocenili, ampak knjiga je pa res izjemna. Kupite jo, super ilustracije so noter. Hvala. Hvala, Smrekca, hvala tudi vsem vam. Upam, da se je vsaj 3 uspel prebiti do konca, ali kako že, menda po prvih 10 minutah pade vznemirjenje.